Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vse. Spoštovani, dobrodošli naš novi župni gospod Jernej Marjan. Dragi mladani, danes smo se zbrali pri Božjem oltarju še s posebno hvaležnostjo, ganjenostjo in zahvalo v naših srcih. Bog je poklical k sebi našega dolgoletnega župnika Janeza, med nas pa je poslal novega župnika gospoda Jerneja Marjenka, za kar smo neizmerno hvaležni. Zato kličemo Bogu hvala. Iskrena hvala tudi našim škofom in našemu dekanu, da so uslišali naše molitve in prošnje. Danes je pri tej sveti maši izročilo na oltar vse naše prošnje, skrbi, strahove, dvome, pričakovanja in zahvale ter prosimo Boga, da bi kot oltarno občestvo skupaj rasli v veri in medsebojni ljubezni. Naj nas povezuje in napolnjuje Sveti Duh, da bomo veseli pričevalci Božjega evangelija. Poglejmo sedaj v naše srca in prosimo odpuščanja za vse, kar smo v mislih, besedah in dejanjih zagrešili zoper Boga ali opustili dobro željo, ki bi osrečile naše bližnje. Dovolite, da najprej pozdravim gospoda župana Berta Menarda iz Logatca. Tako, gospod župan, res hvala, da ste prišli, da ste tudi vi pokazali, da vam ni vseeno, a ima župnija duhovnika ali ga nima, da znate sodelovati tudi župnijo in z duhovnikom. Res hvala za vse, kar naredite, tudi za to našo župnijo. Tako, zdaj pa iskreno priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu. Priznam, da sem grešil, v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in starega svoje. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, same svetnike in tudi vas prosite za popravljanje greškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas pripelji v večno življenje. Amen. Amen.
naše posinovi si nas in rešil. Svoji ljubezni nam dobrohotno pomagaj, da bomo dosegli resnično svobodo Božjih otrok in večno dediščino. Saj darujemo Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prvo berilo iz knjige Modrosti. Kateri človek sploh more spoznati Božjo voljo? Kdo more razločiti, kaj hoče Gospod? Misli umrljivih so namreč bolezljive, naše sodbe nestanovitne, kajti minljivo telo vlači dušo, zemeljski šotor tesnjuje zaskrbljeno um. Saj komaj dojemamo, kar je na zemlji, težko najdemo, kar imamo v rokah. Kdo bo torej prišel naslednje veškim rečem? Kdo bi spoznal Tvojo voljo, ko bi ne bi ti dal modrosti, ko ne bi bil zvišal poslav svojega svetega duha? Tako pa so zemljanom pota izravnana in ljudje so poučeni o tem, kaj ti je po volji, po modrosti, so bili rešeni. To je Božja beseda. Drugo berilo. Kristjan sprejme sina za brata.
Besedilo iz pisma apostola Pavla Filemonu. Dragi Filemon, Pavel, starec, zdaj tudi jednik Kristusa Jezusa, se v imenu ljubezni prosim za svojega otroka, ki sem ga rodil v verigah, za Onezima. Žigam nazaj k tebi njega svoje srce. Vse bi ga bil rad zadržal pri sebi, da bi mi strigel na mesto tebe, ko sem poklenjen zaradi evangelija. Vendar nisem hotel storiti ničesar brez tvojega soglasja, da bi tvoje dobro delo ne bilo videti nekako prisiljeno, ampak prostovoljno. Morda je bil zato za kratek čas ločen od tebe, da bi ga spet pridobil za zmeraj in sicer ne več kot sužnja, ampak več kot sužnja, kot brata, ki je nam vse ljub najprej meni, še toliko bolj pa tebi, tako kot človek, kako tudi Gospodu. Če me imaš torej za državnika, ga sprejmi kakor mene. To je Božja beseda.
sestre, najprej bi se rad zahvalil za tako dobro sprejem, ki ste ga pripravili. Že v četrtek sem bil res presenečen, ko sem prišel v Lovte, pa bil tam dva velika mlaja, pa je tukaj tudi vse to. Res kažete, da imate radi duhovnika, da vam veliko pomeni to, da živi z vami in da znate tudi spoštovati duhovnika. Hvala vam za to. Upam, da bom vsaj delno uresničil vaša pričakovanja. Rad bi vam pa že na začetku povedal, da smo tu duhovniki samo ljudje, ki se moramo boriti z vsemi težavami kot vsak drug človek. Ampak zaupamo pa v Božjo pomoč in bližino. On je tisti, ki nas drži po koncu. Na njem moramo graditi svoje življenje. Potem bi mogoče povedal samo še eno tako anekdoto od nekaj let nazaj, ki se tiče mojega priimka. Zelo nenavaden je, vem, da ga ne poznate, nekje iz Dražgoš izhaja, tam je moj stara prišel, nisem bil pač tudi nekje prinešen, ampak težave so z naglaševanjem tega priimka. In takole, ko je Želenčko Brode vprašal, kako se pa tvoj priimek prav naglašuje, ali Marek, ali Marek. Ne vem, takrat mi je bilo prav vseeno, kako lahko naglašuje, pa sem mu rekel, meni vseeno, ker bo se naglasili popravno. Pa rekel, Jernej, ti si pa Kučanov, zato ker Kučan dal, da sta dve resnici. No, ker moče biti Kučana, nekako ne. Vam bom povedal, kako se moj priimek prav naglasuje, Marek, ampak ne bom več jezni, če boste tukaj se zmotil, pa da boste drugače izgovorili. Torej, Jernej Marek sem, doma iz Sevca Škofjo Loko, Sevška dolina, prav iz Sevcem doma, dekan je tudi iz tega konca, Zlajš, imam na Sevci gor. Duhovnik sem 30 let, ravno letos sem praznoval 30. obletnico, torej 95. leta, sem imel novo mašo v Sevci. Potem sem služboval v Dobrem polju, najprej kot kaplan, in v polje, eno leto v Cerkah na Gorenskem, tudi še kot kaplan. Potem sem bil 5 let v zalogu svetega Stanislava, kjer sem veliko poučeval, pa za dijaški dom, nekaj skrbel za duhovno življenje. Potem me je pa pot vodila na Dolensko, kjer sem bil v Valki vasi življenje 12 let, to je Straža, večje mesto, dol, blizu Novega mesta. Potem v Cerkah 7 let. Potem sem pa šel malo na bolniško, eno leto sem bil v Kranju, v Stražišču, pa eno leto v Lučni. Tako, zdaj sem prišel med vas, torej po 30 letih končno. Glejte, jaz nisem neko zadošče, da prepovem, itak je vse na Google, če boste kaj posrfali, boste tam vse ljudi, kar želite vedeti. Še mečkaj po Božji besedi današnjega dne. Se mi zdi, da nam je kar nenavadno malo, kako nas Jezus postavi danes pred eno čudno zahtevo. Pravi, če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sestre, celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Dajte, kako to razumeti? Se je vendar Jezus uči, da moramo ljubiti celo sovražiti. Kaj šele svoje domače? Zdaj tukaj pa pove, da moramo sovražiti, ki ste najbližje, za katere je pomembno, da se dobro razumemo, da se imamo radi, zato da je pri nas doma lepo. Ampak Jezus tukaj uporablja en močen način govora, ki mu rečemo pretiravanje. Ne, zagotovo ne želi, da bi zapustili svojo družino ali jo zanemarjali. Želi pa, da bi razumeli nekaj bistvenega.
ne sme biti pred njim. Tudi to, kar imamo najraje, družina, zdravje, lastno življenje, mora biti podrejeno ljubezni do Boga. Kaj to pomeni za naše življenje? Zdaj, če smo čisti iskreni, pogosto dajemo prednost, vidnemo pred nevidnim. Lažje se je vreči v delo, kot pa recimo vzeti si čas za molitvo. Običajno nas bolj skrbi, kaj bodo ljudje rekli, ki si mislili, kot pa kaj bo mislil Bog. Veliko vlagamo v uspeh, napredovanje, obdobje, duhovno rast, pa pozabljamo ali pa puščamo v strani za pozneje. Ampak Jezus nas pa danes vabi k temu, da obrnemo vrstni red. Če imamo pravi vrstni red, najprej Bog, potem vse drugo, je naše življenje trdno urejeno. To nam želim povedati. Ampak kako to storiti? Najprej bi se rad vzelo prvo verigo, pravi takole. Kdo mora razločiti, kaj hoče Gospod? Kdo mora razločiti, kaj hoče Gospod? Se mi zdi zelo pomembno vprašanje. Kdo lahko razloči, kaj Gospod res želi od mene, od tebe, od nas, kot župnije, kot občine, kot skupnosti? Jezusovo življenje samo na sebi nam daje odgovor. Njegovo življenje je bilo odprto za vse, za prijatelje in sovražnike, za uboge, za vržene in tiste, ki so bili popularni in priljubljeni. In prav tukaj je ključ, kaj pomeni biti Jezusov učenec. Pomeni rasti v ljubezni. Jezus je svoje življenje dal Bogu in ničemu drugemu. In tudi mi smo k temu poklicani, da raste naša sposobnost za odnose, za usmiljenje, za velikodušnost. Lahko bi rekli z eno besedo za ljubezen. In ta pot ni lahka. Jezus pravi, kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kaj hoče s tem povedati? Kaj nam pomeni pravzaprav danes ta beseda križ? Mislim, da pomeni ene življenjske težave, preizkušnje. Pomeni trpljenje pravzaprav. Križ je enačnost trpljenje. Torej, tako razumemo, da je Jezus rekel, kdor ni pripravljen sprejeti trpljenja, ki ga zadene, pač ne more biti moj učenec. Ampak v tistem Jezusovem času je križ pomenil nekaj popolnoma drugega. Križ je predstavljal sramotno smrt zločinca. To pomeni, največji zločinci so umirali na križu. Kdor si je zaslužil najboljšo kazen, je bil križan. Torej, Jezus hoče povedati nekaj drugega. Če nisi pripravljen iti za menoj do konca, tudi v trpljenju, tudi v zavrnitvi, potem ne moreš biti moj učenec. To so res težke besede, ampak odpirajo vrata svobodi. Človek, ki ga žene ljubezen do Boga, je svoboden. Če je moj cilj ljubiti Boga in ljudi, me nihče ne more probiti ali imeti. Če se ne bojim trpljenja, sem neutrpil. Če svojo vrednost ne gradim na lastnem uspehu ali pa na lastini, ampak na ljubezni, na odnosu, potem imam česa, kar bi lahko izgubil. To je pravzaprav prava svoboda. Svoboda, o kateri govori Jezus Kristus. En tak primer se mi zdi v današnjem drugem verigu, v pismu Filemonu. Gled Pavel pokaže. Pravi, prosi Filemona, naj sprejme nazaj svojega sužnja Onezima, a ne več kot službenja, ampak kot brata. Pavel je želel, da Filemon, ki je bil nekoč gospodar, ki je imel v lasti sužnja osvobodi, da bo sta oba lahko rasla v sposobnosti ljubiti druge ljudi. Tako deluje prav Jezusov učenec, vedno išče rast v ljubezni, v odnosi. Kaj to pomeni za nas?
Gotovo se vsak od nas počuti, da je šibkega, negotovega, včasih prestrašenega. Ampak Bog nam je dal neverjetno sposobnost. Sposobnost, da lahko rastemo. Vedno lahko naredimo korak večji odprtosti srca. Ne bo to do naših bližnjih, do tujcev, celo do vsega stvarstva. Brati in sestre, v tem je to res skrivnost naše poklicanosti. V rasti v ljubezni, v odnosu, ne v glavni dolžnosti. Ne pridem k maši zato, ker moram, ampak ker me sem nekaj pripelje, želja srečati svojega Gospoda. Samo ljubezen da moč, da nosimo križ, da se odpovemo sebi, da ustrajamo na naši poti. Jaz mislim, da vsi to doživljate v družini, brez tega preprosto ne grejo. Kjer ni ljubezni v družini, tam je težko, je naporno, je zelo hudo. Takrat, ko pa je razumevanje ljubezen in člana družine, potem je pa življenje vse drugačno. Tudi stiske so drugačne, trpljenje je lažje nositi. Zato vas želim še enkrat povabiti, negujmo ljubezen z molitvijo, sakramenti, z majhnimi vsakdanjimi daritvami. Tako bomo svobodni, resnično Jezusovi učenci in tudi resnični bratje in sestre drugih. Amen. Verujem v enega Boga.
bratje in sestre, da Bog, samovočni Oče, sprejme našo skupno daritev. Začetnik iskrene pobožnosti in pravega miru, s temi darovi naj te vredno počastimo in se po svetih skrivnosti še tesneje združimo s teboj, o Kristusu, našem Gospodu. Naj bo Gospod s vami in s viško srca in Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res, podobi se, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. V svojem usmiljenju si tako ljubil svet, da si nam dal svojega Sina za odrešenitev. Po tvoji volji je živel naše človeško življenje in nam bil enako vsem razen v grehu, da moraš ljubiti v nas, kar ljubiš v Sinu. Kar smo namreč izgubili z grehom nepokorščine, smo zopet prejeli po njegovi pokorščini. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli kričemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu tega roda. Naj nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga vzamil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Spomni se naših bratov in sester, ki si iz tega sveta poklica ob sebi in ki jih danes posebej priporočamo. Spominjamo se pokojnih Šemrov, Tržišnik in Mahnič z rod tega. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenju. Posebej se danes spominjamo vseh naših dragih domačih pokojnih in tudi pokojnih dobrotnikov naše župnije in cerkva. In vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo delali tvoje odličje. Prosimo te, usmili se nas vse, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni. In te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogočiku, v občinstvu svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Zahvali, da nas je Bog zbral ob svojem oltarju, na to za nas še posebej slovesno nedeljo, mu iz srca zapojmo njegovo molitev.
Popolni upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekoma. Amen. Gospodov mir, vodi vedno z nami. Če imamo radi Boga in Jezusa, imamo radi tudi ljudi in živimo tako, kot nas On uči. V znamenje te ljubezni in prijateljstva z Bogom se podajamo roke in se zaželimo miru.
Božja stran svoje besede in nebeškega zakramenta, nas nasičuješ in poživljaš. Naj vedno bolj rastemo v ljubezni do tebe, ko si nas obdaril s tolikimi darovi, po Kristusu, našem Gospodu. Pošel Danila, najprej Godove Maše v tem tednu, jutri je praznik rojstva Device Marije, za zdravje pomaša v čas Materi Božji ob 8. zjutraj, zvečer pa ob 19. za pokojnega Marka Božja. V torek boduje sveti Peter Klaver, sveta Maša bo ob 19. za pokojne starše Pološek ter sestro Marijo in brata Franca z rok 79. V sredo boduje sveti Nikolaj Korenski, spokornik, sveta Maša bo ob 19. za pokojnega Janeza Trebna, petkovec 46. V četrtek goduje Hijacint, učenec, sveta Maša bo ob 19. za pokojne Dovilka Traven, petkovec 38. V petek je praznik Marijinega imena, sveta Maša bo ob 19. za pokojnega Janeza Jereba, v soboto ob 9. sveta Maša na vrhu svetih treh kraljev, v nedeljo ob 8. za Parane, ob 10. pa za pokojno Ivanko Lukač, Antonijo Vrhopec in Marijo Ganta, rok 129. Prihodna nedelja bo tudi katechetska nedelja, pa praznik povišanja Svetega križa. Na voljo je nova številka družine in parni glas, vpis veruku za veručno leto 25-26 bo potekal v tem tednu. Vzemite si katechetsko pismo, namenjeno staršem in otrokom, ter vpisni list, vse to dobite pod velovi pod zvonikom. Objavljeno je pa tudi na spletni strani. Vpis bo potekal v ponedeljek 8. septembra od 15. do 18. v torek 9. septembra od 8. do 10. in od 15. do 18. ter v četrtek 11. septembra od 8. do 10. in od 15. do 18. Seboj prinesite veručna spričevala, če še niste oddali, naj bodo podpisana, izpolnjen vpisni list. Za vsakega otroka morate izpolniti svoj vpisni list, za prvi razred pa družinsko knjižico ali otrokov krstni list, če otrok je bil krščen tukaj v domači župniji. Začetek veručnega leta Maša bo danes teden ob 10. 14. septembra. Pri župnijski sveti Maši bomo prosili, ob 10. bomo prosili za novo šolsko in veručno leto. Šolske torbe in učbenike bomo tudi blagoslovili, tako da otroci prinesite danes teden v Maši svoje torbe, pa učbenike in vse tisto, kar uporabljate za šolo in odložite tukaj sprede, da bomo blagoslovili. Veručno leto bomo pa začeli v ponedeljek 15. septembra po urniku posameznih razredov. Danes tega 14. septembra pri jutrini sveti Maši v naši župniji slovesna obvestitev novega župnika. Obred bo vodil arhidiak gospod Sebastian Likar. Prisotnost pri Maši je tudi priložnost, da kot skupnost v molitvi podpremo to slovesnost. Potem bi vas rad opozoril na molitveni dan za duhovne poklice in srečanje družin na Brezjah. Ljubljanska nadškofija vabi na škofijski molitveni dan za duhovne poklice, ki bo letos potekal v srečanjem družin. Potekal bo v soboto 13. septembra na Brezjah pod svetoletnim gestom Romani upanja.
Program je zelo zanimiv, čudijo prevedite molitvena ura v 10. maša, potem pa še družinski program, res lepo povabim, da greste. Ta informacija, kaj točno se bo kdaj dogajalo, bo pa objavljena tudi na internetni strani. Začelo se je zbiranje podpisov za referendum, državni zbor je potrdil zbiranje podpisov za referendum proti zastrupitvi bolnikov. Podpise bo mogoče oddati na vseh upravnih enotah od 1. do septembra do 5. oktobra. Za razpis referenduma je treba zbrati 40 000 overjenih podpisov. Zato pobudniki prosijo za podporo s podpisom in molitvijo. Še eno mašo sem pozabil. Prihodno soboto, torej 13. bo maša ob 11. tudi za vse tiste, ki ste ali pa še boste letos dopolnili 80 let življenja. To pomeni letnik 1945, da bo povabljeno. Zdaj pa še oklic. Sveti zakon želita skleniti ženi Blaž Skvarča, mekatronik, samski, zakonski sin katoliške vere, oče, sin Nikota in Mojce, rojene Hrovatin. Ženi je rojen 26.1.2001 v Ljubljani, biva Rovte 50 župnija Rovte. In nevesta Eva Meglen, vzgojiteljica predšolskih otrok, samska, zakonska hči, katoliške vere, hči Jožeta in Barbara rojene Babič. Nevesta je rojena 26.10.1999 v Ljubljani, biva pa Janezova cesta 3, župnija Vrhnika. Zaročenca priporoča Vrhnika. Gospodje, brate, sestre, cenjeni, zelo potukovani, možda duhovni, župni, gospod Jernej Rovžak. Zelo vesel sem, tako kot sem na začetku rekel, da nas skrbi za vse naše krajane, kako bo in ena od duhovnih poskrbi tista, ki je temelj naše družbe. Danes angelska nedelja in verjamem, da so angeli tisti, ki prenašajo naše težave, naše probleme, ki bodo tudi ti angeli, pa da si na pravo mesto jasne misli in želje teh naših vernikov zdrav, da so slišali to in da so dobili vas, poštovani vjerni. Danes so težki časi, lahko jih prevedeš čas, ko je Bog naročil nove fundamente ljudi. Barko, zame gor, par svoje družino in tudi par živalskih vrst, da bo lahko v 40 dneh vodo tekla, tudi zaživel prenovljen narod. Danes smo res v težki stiski, ko ljubimo več meljak, ko duhovnost ni več tista, ki bi potrovala kvaliteto življenja, ampak seveda kapital, egoizem in samozadostnost. Zato je prav skrb za duhovne poklice in za duhovnost, ki jo prenašate na nas, tista, na kateri bomo dobili temelje za boljši jutri. Po zahvalo in spomina na naš dan sem prinesel dva golobčka v gnezdu, ki sta narejena iz naših lipovega gorela in vas bo spomina na ta dan. Skratka, želimo res, ste tu dobrodošli, se dobro počutite in naj vam Božja milost daje moč, da vam tako bilo, tam in dobre, kaj velike raste, ki poštebujejo tudi funkcionalno.
poveselili, zahvalili in prosili smo ob naši daritvi, ob tem odlačku, dragi Gospod Župnik. Še enkrat vam izrekamo našo iskreno dobrodošlico, vam želimo, da bi se nami dobro počutili in se skupaj z nami veselili svojega poslanstva. Obljubljamo tudi, da bomo skupaj z vami še bolj močno in hvaleči molili za nove duhovne poklice in kot podporo vam duhovnikom v vaše poslanstvo. Da se bomo mogoče čez nekaj let skupaj veselili naših ljudi. Dobri Bog pošti mnogi delavcev na svoje življenje. Hvala vam, Gospod Župnik, da ste sprejeli svoje poslanstvo in prišli službovati vašo župnino rolje. Hvala. Sedaj po naši posilje povabljamo pogostitev in druženje pred našim cerkvi. To je najmanj, kar je naredil Gospod. Veselimo in radujemo se. Tako, da bi se še enkrat zahvalil za to pozornost. Hvala tudi gospodu županu. Res želim, da lepo sodelujemo. Pa ne nas vse spremlja Gospod s svojim blagoslovom. Naj bo Gospod z vami, da bo slovil varuje na nas, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v miru.